Majhna zasebna mesnica v Hajdini je polna kupcev, čeprav je cena mesa nekoliko višja od tiste v trgovskih središčih. Blizu je, kvaliteta, to je edino, mislim. Kvaliteta domače. Prisegam na slovensko hrano. Vi raje date kak eurocent več, pa imate slovensko? Rejši. Mesar Franc Turnšek pozna kmete in živali kupuje le od najzanesljivejših. Mi prodajamo samo slovensko meso z sledljivostjo. To je sigurno. Kaj se pa tiče konkurenc, teh marketingov, večjih mesarjev, tu so pa večino voznike. Meso iz tujine je prvič že, mi bi rekli, zmantrano, drugič pa ni sledljivosti. A žal je vse več potrošnikov zaradi ekonomskih razmer pri nas prisiljenih kupovati poceni in si kakovostno meso le stežka in neredko privoščijo. Smo kupili avstrijsko meso, poskušali ga dati nasoliti. Isti postopek naredili kot z našega prašiča, vendar vam moram zagotoviti, da to dejansko ni bilo isto meso, to je bila velika razlika. Čelofigovi so doma pred 5 leti uredili klavnico in predelovalnico, meso in klobase prodajajo doma in na tržnicah v Ljubljani in Velenju. Nas pa zdaj tu malo muči vse skupaj prodaja teh končnih izdelkov, ki vidi se, da dejansko res ni več tistih zalog denarja, kot so včasih bile. Ljudje šparajo, glavno, precej. Domačim kmetom, predvsem prašiče in govedorejcem, zelo konkurirajo uvozniki mesa. Reja prašičev in govedi se opušča, upadla je že za 20 do 30%. Rejci namreč niso povezani. Vsak še nekako se za sebe znajde, pa nekako životari, ni pa tiste prave volje, pa ljudje nimajo, da bi se povezali. Na neorganiziranost rejcev opozarjajo tudi strokovnjaki, saj je prav zato slovenskega mesa kljub kakovosti, varnosti in sledljivosti na trgovskih policah vse manj. Bi se morali rejci tesno povezati, organizirati, da nastopajo kot en prodajalec slovenskega porekla. Bili bi bolj enakopraven partner tako do predelovalne industrije, kot naprej recimo skupaj s predelovalno industrijo do trgovine. Bi pa potem res lahko kupci dobivali kvalitetno hrano in naši kmetje bi tudi potem lahko priredili oziroma vzredili več živali in jih tudi prodali po primerni ceni. V nasprotju s prašiče in govedorejo, reja piščancev narašča. Samo Perutnina Ptuj je proizvodnjo povečala s 50 na 70 milijonov ton perutninskega mesa letno. Mi smo potrošnike navadili na blagovno znamko, na tradicionalno, bi rekel, kakovostni nivo in pa seveda odnos do tega, da potrošnikom nudimo stalno nekaj novega in skušamo seveda na ta način ugotoviti, kaj potrošnik želi. Dolgotrajno rast in razvoj so si slovenski perutninarji zagotovili prav s povezanostjo od jajca preko piščanca do končnega izdelka in seveda s kakovostjo. Piščancev in puranov že desetletja ne hranijo s kostno ali ribjo moko. Jaz sem tu brez dvoma zagovornik te tradicije, da je slovenska proizvodnja vrhunska, da je kakovostna in da je varna. Se pogledamo, v Sloveniji ni bilo prehranskih afer. Menim pa tudi, da seveda mora trgovina na nek način razumeti slovenske proizvajalce, nas spodbujati in seveda iskati med seboj, bi rekel, to rešitev, da bo potrošnik vendarle želel kupovati, kajti na koncu konca vedno potrošnik odloča, ali bo kupil produkt ali ga ne bo kupil. Vsi pa si na svojih krožnikih želimo čim več kakovostne, varne in zdrave hrane.